Evo, z nami je Izidor Haložan, časih je bil naše avtomanijne ekipe, bolj se je spoznal na motorje. Zdajle pa tezgari tu v progi, maha z zastavicami, naklada dirkalnike. Boš kaj povedal, kaj počneš danes? Danes sem v ovinku, mislim, da je številka 8 po novi nomenklaturi. Ne pričakujem veliko dela. Stop. Kaj si zdaj? Počala. Zakaj? Jaz sem noter. Ves čas? Ja, prej ne. Dobro. Odkot gremo znova? Ja, še enkrat gremo. Še enkrat še. Sorry, to si je pišta. Samo veš kaj, rumena je, strašno se vidi. Ali reš očala, gr na vraz, vse vseeno. Dajmo tako, da smo imeli frajera. Ja, neč ne vidim. A ja, te pa dej, sam bom pa jaz moram na stran, njemu govori. Sem kamera, nič ko pogledaš, se v kameri vidi, ja. Dobro. Zdravo, javljam se iz Špilberga, z mano je moj, oziroma naš nekdanji avtomanijin kolega Izidor Haložan, ki je pisal MotoGP. Zdaj pa že 3 leta tu maha z zastavicami, dviga pa prenaša dirkalnike. Boš povedal, kaj lepega počneš letos? Letos so me funkcionirali kot delovno živinče v ovinek številka 8, na levo stran za peščeno pas. Na tem delu se ne dogaja veliko, tako da pričakujem, da bom dal več od manj prost vikend, tam prisotnost mora biti. V primeru, da ti na tvojo peščeno pas prileti Max Verstappen, pa se obrne, kaj je tvoja naloga? Ja, najprej poročiti vodstvo dirke, počakati na nadaljnja navodila, se pravi, da vodstvo dirke zagotovi našo varnost, z rumenimi zastavami ali z rdečo zastavo, varnostnim avtom, kakorkoli pa že. Potem pa gremo reševati, torej recimo Maxa, mogoče Grožana. Maxa obrneš, recimo da ne zavesti, ga lahko potegneš iz avta, izrežeš, pa greš. Načeloma ne, zato je ta vikend posebna skupina zdravnikov, ki je usposobljena za reševanje avtomobila iz bolida in to delo potem upravijo oni. Moja naloga je več ali manj samo stopati avto in ga postaviti na varno mesto, kjer ne grozi sebe ali drugi. Zdaj je takih nevarnih situacij, ki so bile v Suzuki pred 3 leti, ki je umrl Bianchi, ni več. Da bi nekdo s polnim gasom pod varnostnim avtom preletel tebe, skoraj ni možno. Načeloma je to zelo malo. Njegova nesreča je bila popolnoma splet okoliščin. Že takrat je bilo kaj takega nezamisljivo in ja, zdaj še pa z varnostnim, virtualnim varnostnim avtom še pa toliko manj. Ok, dobro, uživaj pa se še kaj vidi. Hvala. No, to je to. Pa še kaj pametnega, da to vedem kasneje. Bravo.